Posledice divjanja narave so najbolj vidne v krajevnih skupnostih Loka pri Zidanem Mostu, Boštanj in Šentjanž. Gre za pas na širšem območju od Razborja, Loke, Brega, Šentjurja, Račice, Šmarčne do Šentjanža in Brunka. Uničevalo je strehe stanovanjskih hiš in drugih objektov, toča s premerom 5 cm je razbijala okna, uničevala fasade in avtomobile. Po naših, da smo mi posedovali na objektih, so bili 104 objekti, od tega računamo tam okoli 50 stanovanjskih hiš, vse ostalo so pa drugi pomožni in pa gospodarski objekti. Intervencije, pokrivanje streh, zaščita s folijo, tisti, ki so imeli mogoče strešnike, da so pač strešnike gasilci dali nazaj na strehe, drugače pa največ pokrivanje s folijo. Številna ostrešja so popolnoma uničena, med drugim na gasilskem domu na Bregu, poškodovana je streha šole v Loki in na vsaj 3 cerkvah. Preko 80 stanovanjskih in gospodarskih objektov so začasno zaščitili že včeraj, še 40 danes. Tudi šolarji bodo jutri lahko varno prestopili šolski prag, zagotavlja Janežič. Veliko so drug drugemu pomagali krajani, seveda pa brez prizadevnih gasilcev ne bi šlo. Včeraj nas je bilo 156 z 14 gasilskih društev, danes pa z 8 gasilskimi društvi, s 50 gasilci pokrivamo, saniramo še ostale objekte, katere včeraj nismo pač do kraja mogli narediti. Pomoči so bile vseh strani, tako medsosedska pomoč, sistemska pomoč preko gasilskih društev in civilne zaščite, tako da aktivnosti danes še nadaljujemo, da bomo zmanjšali nekako novo škodo, ki bi lahko nastala zaradi razkritih objektov in zaradi zamakanja. Huda ura, ki je prišla hitro in nenadno, je uničila tudi ogromno kmetijskih pridelkov. Upam pa, da glede na obseg škode, da bo država prepoznala stisko ljudi in bo poskusila pripomoči k sanaciji teh objektov. Skupaj je poškodovanih približno 100 stanovanjskih in gospodarskih objektov, podatke o škodi pa še zbirajo. Na terenu bo pregled opravila občinska komisija za popis škode tako na objektih in infrastrukturi kot za področje kmetijstva.